Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage prijateljice, dragi prijatelji, spoštovana predsednica vlade, lep pozdrav. Prejšnji teden smo se dobili na neki drugi lokaciji, ker smo se pogovarjali, kako se pripraviti na padec mlečnih kvot aprila 2015. To je tveganje za sektor, ki je za nas najbolj pomemben, to je proizvodnja mleka, ki še vedno predstavlja 14 do 15% prihodka znotraj kmetijske proizvodnje. In takrat smo se, tako sem se jaz razumel, dogovorili, da bo letošnje leto neobičajno. To ne bo leto, ker bom jaz s prstom kazal na zbornični sistem, kaj želim da naredi, s prstom kazal na kmetijsko-gozdarsko zbornico, kaj mislim, da mora narediti, ampak bom predvsem povedal, kaj moram jaz narediti, podobno kot zadružni sistem mora povedati, kaj bo on naredil, podobno kot zbornica mora povedati, kaj bo ona naredila in na ta način bomo pa tudi zmagali. Na začetku bi rad povedal naslednje. V tej državi ni navada, da pohvalimo, če kakšna stvar deluje. Če deluje stabilno, če deluje tudi dobro, včasih se kakor povsod tudi zatakne, vendar jaz bom sedaj to naredil. Zadružni sistem v tej državi v tem trenutku predstavlja enega od stebrov stabilnosti. Če pogledamo, kaj se dogaja z delovnimi mesti, so stabilna. Če pogledamo, kaj se dogaja z takšnimi ali drugačnimi praksami, tukaj ne najdemo praks, ki želimo, da jih v Sloveniji ni. Tako da to je moja zahvala, spoštovani in spoštovani vsem vam zadružnice in zadružniki. Mi vemo, kaj počnete in si želim, da bi bilo ljudi, ki so vam podobni v tej državi več, kakor jih v tem trenutku mislim, da je. Torej, hvala vam. Kaj bo počelo v letošnjem letu Ministrstvo za kmetijstvo in okolje? Prva stvar je zelo pomembna, mi bomo poskrbeli, seveda skupaj z vlado, da bomo skrbeli za likvidnost sektorja. To v teh časih je seveda pomembno, denar mora priti tja, kamor mora priti pravočasno. Tukaj ne pozabiti, da nam je uspelo, da smo do konca februarja izplačali bolj ali manj vsa neposredna plačila. To je bil strahovit napor. Torej, samo v letošnjem letu je bilo preko Agencije za kmetijske trge do konca februarja izplačano več kot 144 milijonov evrov in do tega trenutka je od 57 tisoč in nekaj kmetij samo še 200 kmetij, ki niso dobila neposredna plačila, ker enostavno država ne ugotovi, kje je transakcijski račun ali kakšno drugo zadevo, ker pač ne mora izplačati. Tako bomo ravnali tudi do konca tega leta. To je prvo. Torej, skrbeli in pazili bomo za likvidnost prostora, za katerega smo mi odgovorni. Druga stvar. Nadaljevali bomo akcije promocije. Vsi se zavedamo, da akcije, ki jih peljemo že nekaj let, ko se pogovarjamo s slovenskim potrošnikom, da je njemu v interesu, da išče domačo hrano. Da tukaj ne gre samo za to, da ima delo kmetica ali kmet, obrtnik ali delavec v industriji, ampak gre tudi za to, da se polni državni proračun, to je isti proračun, od katerega isti ljudje želijo, da imajo brezplačno šolstvo, brezplačno zdravstvo in tako naprej. In v nekaj letih pogovora s potrošniki se nam je dogodilo, da je verjetno leto 2013, vsaj kolikor jaz vidim, prvo leto, ko je začelo posameznih slovenskih prehranskih proizvodov opazno zmanjkovati. To je seveda dober občutek, ne? To je občutek, da smo naredili trg in ta trg pogosto potem tudi spodbudi dodatno proizvodnjo. V lanskem letu smo tudi uspeli bolj odpreti vrata javnih zavodov. Ravno ko smo tam sedeli v prvi vrsti z gospod predsednico, me vprašala, Dejan, a še kaj počnemo na tem področju? Počnemo. In potrebno je vedeti, da javni zavodi imajo nabavni trg velikosti 140 milijonov evrov. Da bomo razumeli, kako veliki nabavni trg je, ga moramo primerjati z vrednostjo kmetijske proizvodnje. Vrednost kmetijske proizvodnje v Sloveniji je 1,2 milijarde, plus minus malo njih, ampak je 1,2 milijarde. Torej, trg javnih zavodov je pomemben, ta trg se odpira, seveda je potem naslednje pomembno. Če država odpre javne zavode, ni dobro, da se potem zgodi, da javni zavodi iščejo hrano in jo ne najdejo. Zlasti, da ne najdejo hrano preko letne pogodbe. Kadar je potem partnerski odnos, potem je treba hrano zagotavljati ne samo takrat, ko je višek sezone in so presežki, hrano je potrebno zagotavljati vso leto. Naslednja stvar, ki je pomembna, letos prvič v tej državi začnemo regulirati kmetijski, prehranski trg do trgovca z posebnimi ukrepi preko zakona o kmetijstvu. Tudi tukaj bi se pa rad ponovno zahvalil, tokrat tebi, predsednica vlade, brez osebne podpore predsednice vlade ta zakon ne bi uspel spraviti skozi vlado.
Spominjam se, kako je izgledala seja vlade, kjer smo bili s tem zakonom in kakšna so bila mnenja. Brez izrecne, odločne podpore predsednice vlade ta zakon ne bi prišel v parlament. Tako da tudi hvala predsednica. In ta zakon je sedaj v parlamentu. Ta zakon bo jutri doživel pogovor z poslanci preko odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje in s tem zakonom prvič v tej državi bomo regulirali na specifični način plačilne roke in prvič na specifični način, kaj so nedovoljene prakse. Naslednje, kar je pomembno, letos kakorkoli, vsaj Evropa z zamudo implementira novo kmetijsko politiko. Vsi vemo, pogajanja na ravni Evropske unije bi morala biti končana leta 2012, pa niso bila. Zadnji dokumenti so se sprejemali komaj decembra 2014. Zato je leto 2014 hibridno. Je nova perspektiva, pa ni nova perspektiva. Zato, ker ukrepi še niso dorečene. Slovenija je, mislim, da bila prva ali ena prvih držav, ki je poslala v Evropo osnutek programa razvoja podeželja. Tako da upam, da bo sprejet, takoj ko bodo vsi ostali dokumenti, ki država mora podpisati, podpisane nekje julija ali pa avgusta, mogoče za kakšnim mesecom zamika, zato ker ga sedaj spreminjamo zaradi žledu. To poznate, iz vseh postavk smo pobrali 2% denarja za to, da dobimo fond 20 milijonov in nekaj, s katerimi bomo sanirali do leta 2020 najhujše posledice, ki so v slovenskem gozdu prisotne. Vendar, pravočasni smo eni prvih, ki te stvari urejamo. Konec tega tedna, oziroma konec tega meseca sprejemamo končne odločitve o neposrednih plačilih, torej kateri tip neposrednih plačil vzamemo. Tu mislim, da smo se, kolikor vidim stanje na terenu, že dogovorili, gremo na delno konvergenco. Tisto, kar je pomembno in se bo dogodilo čez 2 tedna, tudi nekateri tukaj sedeči ste predstavniki Sveta za kmetijstvo in podeželje, tam se bodo sprejemale končne odločitve, torej moramo se odločiti, katere proizvodnjo podpremo. Tisto, kar je sedaj javna razprava pokazala, govorimo o mlečnem sektorju, kar je pokazala razprava prejšnji petek, je različna podpora za mlečni sektor, ki živi na gorsko-višinskih kmetijah v primerjavi z ostalim. Torej, tu verjetno bomo šli na pavšalizem, ker več nočemo imeti administriranja. Govorimo tudi o krušnih žitih in odprto vprašanje imamo, ali proizvodno podpreti vrtnine ali ne. Ampak tudi o tem se bomo odločili. Tisto, kar je pomembno, imamo tudi že odločitve, kako podpreti mladega kmeta. Torej, maksimalno bomo izkoristili vse podpore, ki jih imamo na razpolago za mladega kmeta. Tudi imamo že večino ostalih odločitev, tako da mislim, da kot država smo dobro pripravljene. Vem, da je v tej državi zelo prisotno, da ljudje jokamo. Vendar na področju kmetijstva to ni potrebno. Kar se kmetijstva, prehrane, pa gozdarstva in tudi okolja tiče, mislim, da korake, ki jih korakamo, so zadosti čvrsti in kar se kmetijstva tiče, smo tudi uspeli izpogajati zadosti denarja do leta 2020. Sveda pa še vedno velja. Leta 2020 bomo pa doživeli upravičeno pričakovanje. Če damo v neki sektor 2 milijardi evrov, bodo davkoplačevalci in davkoplačevalke upravičeno vprašali, ali se je proizvodnja hrane v tej državi kaj povečala. To je naša skupna naloga. Cilji in ukrepi bodo bolj ciljni, kakor so bili v zadnjih 7 letih, se pa zavedam, da rast proizvodnje hrane bomo lahko dosegli samo, če bomo delovali skupaj. Ne samo država, ne samo zadružni sistem, ne samo stroka v Kmetijsko-gozdarski zbornici ali drugod, če bomo delali skupaj, verjamem, da bomo uspeli. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, še enkrat, na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vas cenimo. Hvala.